Vemo, da Alzheimerjeva bolezen je posledica procesa v možganih, v katerem se dogaja to, da se kopičijo določene snovi, beljakovine v določenih predelih možganov, v primeru Alzheimerjeve bolezni v tistih predelih, ki so odgovorni predvsem za spomin in za orientacijo na začetku bolezni. In že mnogo leta nazaj so ugotovili, da so to ene posebne beljakovine, ki imajo v posebnih oblikah, in te beljakovine so imenovane, torej na eni strani je to amiloidna beljakovina in beljakovina tau, še posebej fosforilirana oblika tega proteina. Z razvijanjem nove oblike zdravila za Alzheimerjevo bolezen se skuša vplivati na bolezenski proces sam. In seveda, ker vemo, da se pri tej bolezni kopičijo te nenormalne oblike beljakovin, obstaja več možnosti. Lahko torej skušamo vplivati na to, da se to kopičenje upočasni, da se ustavi oziroma da se sproži nek proces, s katerim bi se tisto, kar je že nakopičeno, odstranjevalo iz mesta, kjer je nakopičeno. V preteklosti, ko so preizkušali razne možne variante učinkovin, so tudi že uporabljali cepiva, tudi so že uporabljali infuzije, ampak takrat tisti rezultati, na žalost, torej so bili do neke mere pozitivni, potem pa, ko so napredovali v fazi kliničnih raziskav, pa se več niso izkazali za uspešne. Razlika sedaj je torej v tem, da se zdijo sedanje učinkovine bolj perspektivne, smo lahko bolj optimistični ob dajanju tega. In na eni strani lahko direktno sprožimo imunski odziv osebe, se pravi tako, da pod narekovaji ga okužimo s tisto snovjo, proti kateri naj reagira njegovo telo, ali pa mu damo protitelesa. Proces kliničnih raziskav je zelo dolg. Najprej so predklinične, torej tiste na laboratorijskih preparatih in živalih in tako naprej. In v prvi fazi kliničnih raziskav pa gre za preizkušanje tiste učinkovine na majhnem številu oseb. In ta prva faza je že pretekla, dogajala se je v Avstriji, v sosednjem Gradcu. Ti rezultati so bili zelo ugodni in zato so sedaj lahko začeli z tako imenovano drugo fazo, v kateri sodeluje tudi Slovenija, poleg 7 drugih evropskih držav. Načrtujemo, da bomo v našem centru lahko to možnost izkoristili oziroma vključili približno 5 ali 6 bolnikov za to študijo proti proteinu tau. Podobno, mogoče manjša številka, se načrtuje tudi za Maribor. Morda bodo uspeli tudi kolegi v Novi Gorici. Upam, da bodo. Druga študija pa se bo načeloma začela z mesec ali 2 zakasnitve, zato da se ta prva lepo uteče, zato ker namreč vse to, kar delamo dodatno ob našem rutinskem delu, seveda zahteva izjemno veliko angažmaja, veliko časa in ob tem klinično delo rutinsko nič ne sme biti manj intenzivno. Za slovenske raziskovalce ta možnost, da lahko sodelujemo v taki ali pa kakšni drugačni klinični raziskavi, ki je pravzaprav zelo pomembna in na nek način pionirska v svetu, zelo velikega pomena in nam daje na nek način priznanje, da je naše delo oziroma naš način dela primerljiv in ne samo primerljiv, ampak ustrezen tak, da ustreza evropskim načinom obravnave, konkretno v tem primeru bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Zdaj nimam razloga, da ne bi bila optimistična. Torej te informacije, ki jih zdaj imam in te objave in te rezultati, s katerimi smo seznanjeni, so dobri. In tudi ne kažejo na to, da bi bile te snovi kakorkoli škodljive oziroma potencialno škodljive
za bolnike. Seveda je pa to proces, v katerem se mora to preizkusiti, potrditi, in te klinične študije so v začetnih fazah predvsem namenjene temu, da se potrdi, da so zdravila oziroma učinkovine varne, dobro prenosljive, torej da ne povzročajo dodatne škode ob tej škodi, ki jo človek že ima. In seveda hkrati se upa tudi, da imajo še dodatne ugodne učinke ravno na to, kar si želimo. In jaz torej moram biti optimistična in si želim biti in upam, da bo kakšno od teh ali pa kakšno tretje, ki mogoče ni prišlo v Slovenijo, dejansko tisto, ki ga bomo kmalu v naslednjih letih dobili in ga bomo lahko ponudili tudi Slovencem.